Slovenija je v Evropski uniji že 10 let. Evropa, moja dežela. Evropska unija je svoje raziskovalne dejavnosti usmerila v reševanje najpomembnejših globalnih izzivov, obenem pa tudi v izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva doma in po svetu. Kako Evropska unija spodbuja raziskovalno dejavnost, nam je zaupal dr. Jadran Lenarčič. Torej, moram reči, da smo se včasih evropski raziskovalci srečevali v Ameriki. Danes se srečujemo v Evropi. Ko smo se kot Slovenija priključili Evropski uniji, se je to izredno olajšalo. Mi smo začeli naše raziskovalce pravzaprav poditi v tujino, da gredo za določen čas v tujino in se potem vračajo v Slovenijo, in tudi imamo mnogo tujcev, ki prihajajo k nam in jih dejansko se čuješ po inštitutu in govorijo vse mogoče jezike, ker ne znam si sploh predstavljati, da bi naši raziskovalci ne imeli te mednarodne komponente, ki je za raziskovalno delo življenjskega pomena. Mi kot inštitut sodelujemo v izredno velikem številu evropskih projektov. Več kot sem že omenjal, da smo med najboljšimi v Evropi glede števila projektov. Finančno gledano so ti evropski projekti približno četrtina nacionalnega denarja. Če ne bi bilo teh sredstev, danes inštitut ne bi bil to, kar je, pravzaprav vprašanje, če bi sploh bil. No, vsekakor je pomembno vedeti, da sta zasebni sektor, torej gospodarski zasebni sektor in javni raziskovalni sektor dva popolnoma različna svetova. Na eni strani je zasebni sektor, seveda ima druge želje, to je zaslužiti denar in svoje ideje rad skriva. Raziskovalci v javnem sektorju smo pa taki, da o svojih idejah radi govorimo in jih raznašamo okrog in jih izmenjujemo. Tako da že po naravni poti sta ta dva svetova težko sodelujeta. Evropska komisija se je z novim programom Horizont 2020 usmerila prav v to problematiko, kako ta razkorak zmanjšati oziroma povečati sodelovanje, in meni se zdi in za naš inštitut tudi, da je ta pristop bistveno boljši in da bomo imeli še več uspehe kot doslej. No, raziskovalci imajo svoje zamisli, svoje ideje, ki bi jih radi realizirali in jih ne glede na to, kje. Gredo pač tja, ker mislijo, da imajo možnost svoje ideje izpeljati do konca. Zato je pomembno, da Evropa in Slovenija seveda ustvarjata temu, kar pravimo enoten raziskovalni prostor, torej da prihaja do teh izmenjav. No, dobro bi bilo, da bi tisti, ki odločajo o tem, usmerjali tudi evropske strukturne sklade, pa tudi nacionalna sredstva v izgradnjo infrastrukture, ki bi omogočila, da bi raziskovalci v javnem sektorju in razvojni inženirji v gospodarstvu sodelovali v istih laboratorijih, v istih prostorih, ker na tak način se bo še to sodelovanje dejansko začelo. Na nek način s prisilo, ampak hkrati spontano izmenjavo. Prihodnost Evrope bo po mojem še bolj evropska. Pričakujem, da bomo še bolj odprti, da bomo Slovenci končno tudi bolj razpoznavni zaradi tega in da bomo še lažje, da bo naša mladina, naši otroci, da ne bodo vedeli pravzaprav, za koga delajo. Da delajo predvsem za človeštvo, za sebe, za evropsko kulturo. Evropa, moja dežela.